Na 4. Jurijevem festivalu kulinarike in domačih obrti v Slovenskih Konjicah, ki se je odvijal v nedeljo 28. junija 2020 v mestnem jedru, so se predstavili lokalni ponudniki na različnih stojnicah. Že 4. leto zapored so v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic organizirali Jurijev festival kulinarike in domačih obrti. Dogodek so drugič pripravili v sklopu občinskega praznika občine Slovenske Konjice. Predtem so ga izpeljali ob tradicionalnem jurjevanju, ki ga letos žal izpodrinil koronavirus, lani pa slabo vreme. Prireditev so tokrat pričeli s takti konjiških godbenikov, popestrili pa tudi člani folklorne skupine Kulturno-umetniškega društva Jurij Vodovnik s Komarje. Na stojnicah se je sicer predstavilo 17 ponudnikov iz turistične destinacije Rogla-Pohorje. Pletarstvo Kalšek, domačija Kalšek Podkrajšek, turistična kmetija Arbajter, gostilna Grič by Andrej Smogavc, vinska klet Zlati Grič, Marvita, Luxwood, društvo kmečkih žena Oplotnica, bistro Polenta, kolači Marjetica, Meom Winery, eko kmetija Podkubovšek, izdelki iz lesa Jože Onič, Krušičarna, eko kmetija Korenjak, vinogradništvo Celcer, zeliščni vrt Majnika in Sandrinas unikatni izdelki. Tradicionalna aprilska prireditev na mestnem trgu oživlja zgodbo o vitezu Juriju na belem konju, ki je mesto odrešil pošastnega zmaja iz Konjiške gore. Prireditev v mestnem jedru je okusno dopolnil 4. Jurijev festival kulinarike in domačih obrti. Naše babice in dedki še danes radi pripovedujejo o tem, da je Konjiška gora znotraj votla. V njej je nekoč valovilo mogočno gorsko jezero, v katerem je živel zmaj, ki je rjovel in divjal po jezeru. Ljudje, ki so živeli ob vznožju gore, so se zaradi nemirnega zmaja začeli bati, da bi se gora razpočila in da bi voda zalila njihove domove in rodovitna polja. V skrbeh so se zatekli k bogatemu graščaku po nasvet. Svetoval jim je, da bi se strašnim zmajem pogodili. Ljudje so se razveselili pametnega nasveta in se naslednji dan odpravili na goro. Ko so zagledali strašno pošast, so onemeli od strahu. Nazadnje se je eden izmed njih le opogumil in zmaju razložil njihove prošnje. Tedaj je iz zmajevih ust zadonela zahteva. Miroval bom, če mi vsako leto na Jurjevo pripeljete 6 konjiških devic. Ob misli na zmajevo zahtevo jih je spreletel srh. Po kratkem posvetu so zahtevo sprejeli, če so hoteli rešiti svoje domove in celotno dolino. Domov so se vračali z mešanimi občutki, saj niso bili prepričani, če so ravnali prav. Bili so veseli, da so rešili sebe in Dravinjsko dolino, žalostni pa so bili zaradi 6 mladenk, ki jih bodo vsako leto na Jurjevo morali darovati pošastnemu zmaju. Držani so vsako leto morali žrtvovati svoje mlade hčere, da so ohranili življenja in svojo ljubljeno dolino pred poplavo. Ko pa je prišla na vrsto graščakova edinka, ga je začelo skrbeti in srce se mu je razmehčalo nad dosedanjimi žrtvami. Razmišljal je, kako bi rešil hčerko pred zmajem. Na Jurjevo so žalostni prebivalci Dravinjske doline v dolgi procesiji zmaju zopet pripeljali 6 nedolžnih deklet, med katerimi je tokrat bila tudi graščakova hči. V gori je strahovito zagrmelo in zabučalo, kajti zmaj je znova hotel požreti 6 dravinjskih lepotic. V tistem trenutku pa je na belem konju prijezdil sveti Jurij, ki je zmaju presekal vrat in tako rešil konjiška dekleta in prebivalce Dravinjske doline pred strašnim zmajem. Graščak pa je bil tako vesel, da mu je v zahvalo pod goro dal postaviti cerkev svetega Jurija. Prebivalci Dravinjske doline so se še dolga leta spominjali teh dogodkov in v spomin so tudi izbrali svoj grb belega konja na zelenem polju in modrim nebom nad njim. Trg so poimenovali Konjice, goro, kjer je nekdaj prebival strašni zmaj, so poimenovali Konjiška gora. Pred jezerski izvir so zvalili ogromno skalo, ki se v spomin na nedolžne mladenke imenuje Gospodična. Tradicionalna aprilska prireditev na mestnem trgu oživlja zgodbo o vitezu Juriju na belem konju, ki je mesto odrešil pošastnega zmaja iz Konjiške gore. Prireditev v mestnem jedru je okusno dopolnil 4. Jurijev festival kulinarike in domačih obrti.